Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Za nami so kresovanja, ki so jih pripravili po vsej Zgornje Savski dolini. Vreme je do zadnjega kazalo, da bo sfižilo prijetno vzdušje ob kresovih, a na koncu narava le ni zmagala, pač pa so kresovi lepo zagoreli. Nad Dovjem so kresovali pri Stari Karavli. Tradicionalno je prostovoljno gasilsko društvo Dovje in turistično društvo Dovje Mojstrana pripravili kresovanje na Karavli nad Dovjem. Veseli smo, da je kljub dežju prišlo veliko ljudi in verjamemo tudi, da bo zabava trajala pozno v noč. V Kranjski Gori je tradicionalno kresovanje na prostem pri upravni stavbi žičnice potekalo z ansamblom Zgornjesavci. V gozdu Martuljku so kresovali na travniku pri hiški športnega društva Varpa Gozd Martuljek. V Ratečah pa so se ob kresu zbrali na ledinah. Skifest brez meja, na katerem so predstavili in pozdravili 3 alpske smučarke 3 sosednjih držav, je bil 1. maja v kraju Vrata Megvarje v Avstriji. Pozdravljamo vas tukaj na Vratih v eni vasi, ki ne spada v vas od gospe Trupe, tudi ne v vas ali pa v občino v Italiji, ampak tudi ne v Sloveniji. Tukaj na Vratih se srečamo točno v sredini. Lepo pozdravljeni tukaj in bomo danes praznovali eno res zelo pošteno fešto in se upam, da bomo ostali še do konca dneva. Tam so bile tudi Meta Hrovat, Katarina Trupe in Lara Delameja. Katarina Trupe! Kot drugo bi kar istočasno na oder poklicali radi Meto Hrovat. Meta, če smem tukaj v sredino kratko, isto vprašanje tudi tebi, kako si videla letošnjo sezono 2018-19, kako si bila zadovoljna z njo? Imela sem veliko zelo dobrih tekem, nekaj malo slabših. Imela sem nekaj zdravstvenih težav, tako da je bila polna enih vzponov in padcev, ampak na koncu sem zelo zadovoljna s sezono in imam veliko motivacije za naslednjo. Kako važno zate tudi podpor družine, podpor strani sovaščanov in podpor vseh, ki te poznajo? To mi je zelo všeč, da me družina in moj fan club, da me tako podpirajo, mi pomeni zelo veliko in res jih rada vidim v velikem številu na tekmah in na takih dogodkih, kot je tukaj, ker to je samo en dodaten plus, ki mi pomaga tekmovati dobro. Izredno lepa ideja
dana nek začetek leta v Mariboru na tekmi svetovnega pokala. Bivši župan Trbiža je pač rekel, da bi bilo lepo, da se srečamo vsi skupaj. Smo na 20 kilometrih, občina Finkenstein, Trbiž in Kranjska Gora, 3 tekmovalke v svetovnem pokalu uspešne, vse 3, Lara Delameja, pa Katarina Trupe in seveda Meta Hrovat. Vse se v bistvu nahajajo na tem našem področju regiji 3 dežel, kjer v bistvu smo prijatelji, tudi občine sodelujejo tako na področju politike, gospodarstva, komunale, gasilstva in tudi športa, tako da res nekaj nečudne silnice so tukaj, da smo v bistvu tako uspešni na tako majhnem področju. Sami vemo, kmetija Trupe nameščena oziroma leži točno pod Trupejem v Poldnjem, čist zraven slovenske meje, Lara Delameja s Trbiža, Meta s Podkorena, tako da prijateljce iz 3 dežel, jaz verjamem, da se bo to nadaljevalo še naprej, da je to neka zgodba, ki je začel Vojtek Budinek z njegovim 3 deželam, idejo 3 dežel kot olimpijado 3 dežel, pa vsega drugega, tako da jaz verjamem, da bo šlo to še dolgo naprej, ne samo s temi 3, tudi z drugimi športniki in tudi drugače. Sodelovanje je izredno dobro na tej tromeji. Ja, meni se zdi tak dogodek res veliko vreden, zaradi tega, ker se mi zdi pomemben, da ostanemo povezane med sabo, zaradi tega, ker nekako na tekmah svetovnega pokala se zgubi to, iz kje prihajaš, si samo iz Avstrije, iz Italije, Slovenije, pač ne pa tako, iz kje točno si, tako da se mi zdi pomemben, da se na to spominjamo. Meni se zdi, da taki dogodki nas združujejo tudi na terenu in da je zelo fajn, če bi mogoče kdaj se naše navijaške skupine združile in bi skupaj hodili navijati za vse 3. Tako da to je tako pozitiven dogodek res. Kranjska Gora je pripravljena na poletno sezono, ki bo prinesla veliko zanimivega in tudi novega. Več v naslednjem prispevku. V Kranjski Gori letošnjo zimsko sezono ocenjujejo kot kratko in sladko, saj jim narava tokrat ni postregla z velikimi količinami snega. Kljub temu je bila sezona zelo uspešna, v nekaterih merilih celo rekordna. Ker pa na lovorikah ne spijo, so z vsemi pripravami že v polnem teku za prihajajočo poletno sezono, ki gostov ne bo pustila ravnodušnih. Ja, vsako leto poleg teh tradicionalnih prireditev, ki jih organiziramo skupaj z ostalimi organizatorji, mogoče bi tukaj izpostavil že naslednji teden tekmovanje v gorskem spustu EXS, pa s turističnim društvom Kranjska Gora, ki letos 7.6. praznuje 115-letnico delovanja in organizira že tradicionalni tek na Vitranc v mesecu juniju, 25. junija. So tu seveda Goni poni, ki je, lahko rečem, iz leta v leto večja in pa bolj prepoznavna prireditev, pa potem že 4. mednarodni filmski festival, ki ga gostimo konec meseca julija, začetek meseca avgusta, in pa seveda poletje pod Vitrancem. Tukaj se vsako leto trudimo, da v bistvu obiskovalcem preko celega leta pričaramo neko vzdušje v samem centru Kranjske Gore in traja v bistvu od 20.6. pa tja do srede meseca septembra. September je prav tako zelo aktiven in pa aktualen. Tukaj seveda ne smemo pozabiti na že najbolj tradicionalno gorsko tekmovanje, to je juriš na Vršič. Seveda pa vsako leto se mi zdi je veliko bolj uspešna tudi prireditev Harley Davidson, ko gostimo v bistvu tukaj v Kranjski Gori v centru skupaj z ponudniki gostinskih storitev vikend motoristov. Pa potem seveda Planica 400. Vsako leto se mi zdi, da je tudi bolj odmevna prireditev, 3. vikend v mesecu septembru. No, vsako leto pa seveda pripravimo tudi neke novosti in ena od takšnih je letos 21. septembra, prav gotovo Kranjska Gora Trail. Gre za tek v naravi, odkrivanje Julijskih Alp na 4 različnih razdaljah in mislim, da je glede na to, da se je prijavilo že več kot 500 tekmovalcev, to je eden kar glavnih tekmovalnih in pa tekaških dogodkov v letošnjem
poletju. Tako da dogodkov je kar nekaj večjih, manjših, poleg tega seveda lokalne društva organizirajo vrsto zanimivih, tako kulturnih kot pa športnih dogodkov preko celega leta in mislim, da vsak, ki bo prišel v Kranjsko Goro v letošnjem poletnem času, bo našel nekaj zase, ker je teh stvari res kar nekaj. Kar nekaj novosti se bo zgodilo tudi na področju infrastrukture. Župan Janez Hrovat nam je povedal, da bodo parkirnino zaračunavali na Topolinu, vstopni točki v Mojstrani in pa v Jasni, kar je naslednji korak od lanskoletne uvedbe modre cone v strogem centru. Za goste Zgornjesavske doline pa je zagotovo dober podatek tudi ta, da bo vsak dan tekom poletne sezone vozil turistični avtobus. Letos bo spet povezal naše kraje turistične znamenitosti, turistični avtobus v stilu hop on, hop off. Ne bo več rdeč avtobus, rdeč avtobus je podjetje Infrasport predal, ta bo vozil nek drugje, ampak v glavnem bo pa v stilu Kranjske Gore vozil drug avtobus po naših krajih in bo tudi cenovno ugoden, tako da se bojo tudi občani Kranjske Gore lahko posluževali prevozov in v bistvu koristili to za dnevne potrebe. Smučišče Kranjska Gora je tudi v poletni sezoni orientirano predvsem na družine. Iz tega naslova smo tudi oblikovali družinam prijazno ponudbo. V sklopu te je še vedno tematska pot na Vitranc, skozi katero spoznate lahko zgodovino tako samega smučišča kot tudi turistične ponudbe. Za najmlajše je tu na razpolago orientacijski park, v katerem iščejo junake Vandotovih zgodb in pa seveda sankališče, besna pehta, ki vabi z adrenalinsko noto. Potem pa je za vse tiste malo večja ali pa bolje rečeno za vse tiste, ki pa si upajo več, na razpolago tudi kolesarski park. Že v prihajajočem vikendu bodo na svoj račun prišli vsi gorski kolesarji, saj se bo v Kranjski Gori dogajala tekma za Evropski pokal EXS. Kolesarji so dobrodošli tudi v kampu Špik, ki je ravno v teh dneh dobil prav posebno nagrado Zeleni ključ, in sicer je bil to šele 7. zeleni ključ podeljen v Sloveniji. Ja, kriterijev je kar precej, gre za nekje 12 kategorij, tako da pogledamo dejansko kar številna področja, ki jih nek obrat nudi, tako glede čistil, tako glede energetske, upravljanja z energijo, energentov, glede odpadkov, glede informiranja gostov, glede tega, kaj nek obrat nudi v okolici, kako izobražujemo naše goste, turiste, ki prihajajo v naše kraje. Kamp Špik so že od samega začetka želeli narediti naravi čim bolj prijazen. Zato se bodo tudi še naprej trudili, da bodo zeleni ključ ohranjali vsa prihodnja leta. Mogoče zmanjšati še količino vode, kjer bi uporabljali to deževnico za sanitarno vodo, potem nabava kakšnih električnih koles za to električno mobilnost, pa še kaj se bo našlo skozi leta. Dolga leta pa so vsi ljubitelji golfa čakali, da so v Kranjski Gori dobili pravo golf igrišče. Od začetkov skoraj 20 let nazaj do danes, ko bodo na povečanem golf igrišču lahko igrali tudi turnirje in bo to prav zagotovo pripomoglo k bolj bogati turistični ponudbi celotnega kraja. Jaz s ponosom lahko ugotavljamo, da bomo res dobili pravo igrišče. Bom rekel, po 19 mučnih letih je iz vadbišča nastalo igrišče. Tukaj zadaj ga vidite in letos predvidoma 8. junija bo otvoritev tega igrišča. Pač to poleg velikega doprinosa za vse igralce, ki igramo golf, pomeni tudi ogromno za turizem Kranjske Gore. Golf igrišče je dodana ponudba, prinaša dobre goste. In tudi lokacija Kranjske Gore, ne nazadnje v krogu Kranjske Gore 30 km je 11 golf igrišč in se bo lahko prodajala tudi kot destinacija za golfiste. Ob golf igrišču je urejena tudi nova sprehajalna pot, ki kar kliče k sprehodu z najlepšimi razgledi daleč naokoli. Daleč naokoli pa sega glas tudi o mednarodnem kulinaričnem festivalu, ki ga letošnje leto organizirajo že 4. S tem, da ga v letošnjem letu še nadgrajujemo. Na sam festival prihaja kulinarični vodnik Golin Milo, ki je lani prvič prišel v Slovenijo. Je edini tak vodnik v Sloveniji in bo spremljal budno, kaj delamo, kako delamo v sami destinaciji. Poleg tega bo prisotna tudi Turistično-gostinska zbornica Slovenije, Društvo kuharjev in slaščičarjev, vsi mi in izredno pomembno večina lokalnih ponudnikov iz sveta gastronomije.
Na samo otvoritev 7. maja bo vsak lahko svoje jedi predstavil tudi na stojnici, tako da bomo ta dogodek povezovali tudi malo za družabno noto in vabimo tudi vse udeležence iz Kranjske Gore, da prispejo splošno javnost in vse mimoidoče. Poletno sezono pričenjamo z prvim dogodkom, ki bo že čez dober mesec dni, to je Goni poni. Nadaljujemo z dogodkom ob praznovanju Ruske kapelice, hkrati bo pa v destinaciji kar nekaj drugih večjih dogodkov. Poleg tega bi rad poudaril, da v letošnji poletni sezoni gostimo nadpovprečno število športnih ekip, ki bodo prišle v destinacijo na priprave. Kot zanimivost naj povem, da med drugim pričakujemo tudi reprezentance iz Peruja, pričakujemo ekipe iz Združenih arabskih emiratov, Turčije, Anglije in to so športi od odbojke, rokometa, nogometa in številni drugi. Tako da športno dogajanje v poletni sezoni bo zelo pestro, hkrati pa se zelo močno pripravljamo tudi na individualni segment, pripravljamo se na družine z zabavnimi in pestrimi animacijskimi programi, ki bodo prvič vključevali tudi doživljajske aktivnosti na območjih jezera Jasne, potem v Planici, na Zelencih in tako dalje. Intenzivno pa želimo obuditi tudi dogajanje na tako zvani snežni plaži in sicer za letošnjo sezono pripravljamo novosti za čas poletja in območje bomo nekako preimenovali poletna plaža, kaj več o teh aktivnosti pa v sledečih mesecih. Za vse domačine, mimoidoče in vse, ki imajo radi Kranjsko Goro, lokalna turistična organizacija v letošnjem letu pripravlja prav posebno marketinško kampanjo. No, letos smo se nekako, bom rekel, orientirali bolj na lokalno prebivalstvo. Želja naša je, da v bistvu ob samem razvoju turizma, ob večjem obisku turistov v sami občini, ob povečanem številu dnevnih obiskovalcev, ob migracijah, ki se skozi dolino dogajajo, ob večjem številu prireditev. Vse to nekako se mi zdi, da vpliva na lokalno prebivalstvo. Ampak kakorkoli, ko potegnemo črto, smo turistična občina in mislim, da je turizem ena od glavnih dejavnosti v naši občini, na katerega pa niso vezane samo te glavne turistične dejavnosti, kot so gostinstvo, hotelirstvo, agencijske dejavnosti, ampak je tukaj še ogromno storitvenih dejavnosti, ki so neposredno vezane na turizem. In prav te smo nekako želeli v bistvu s to marketinško akcijo izpostaviti. Želeli smo v bistvu izpostaviti lokalno prebivalstvo, ki deluje ne na prvi bojni črti, ampak nekoliko v ozadju, brez katerega se turizem ne sme in ne more razvijati. Tukaj govorimo o kmetijstvu, tukaj govorimo o specifičnih tehničnih poklicih, kot so električarji, vodovodarji, krovci, mizarji, vse dejavnosti, ki nekako so vpete v razvoj turizma in tukaj ima vsak občan neko svojo zgodbo. To smo želeli predstaviti na, bom rekel, nekako zelo plastičen način, tako da bo v bistvu za vse tiste, ki niso iz lokalnega okolja, ampak tudi iz drugod, stvar zanimiva in bodo v bistvu videli v tej predstavitvi, kako širok spekter ljudi je vključen v samo ponudbo, lahko rečem tukaj tako gostinsko kot pa turistično. Kranjska Gora še vedno opozarja tudi na preteklo akcijo in sicer Kranjska Gora 365, s katero so želeli vsem turistom povedati, da je v tem delčku Slovenije lepo prav vsak dan v letu, ne le po zimi in poleti, kot so vajeni mnogi. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo zdaj še koledar prireditev. Od torka do petka bo v Zgornjesavski dolini potekal 4. mednarodni kulinarični festival Kranjska Gora. Predstavitev knjige Heroji nekega trenutka avtobiografskega romana Tomaža Klinarja bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 18. 15. srečanje in žegnanje motorjev bo v soboto ob 10. pri gostilni Veranda na Dovjem.
Prostovoljno gasilsko društvo Kranjska Gora bo v soboto 18. maja organiziralo pregled gasilnikov. Potekal bo od 9. do 12. ure pred gasilskim domom, opravilo pa ga bo podjetje PZR Radovljica. Na dan servisa boste lahko kupili tudi nov gasilni aparat. Prednaročila sprejemajo po telefonu številka 041 607 494 Aljoša Košir ali pa 041 603 276 Roman Tof. Cenik storitev je objavljen na spletni strani Prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora. Drage gledalke in gledalci, to je vse, kar smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!